Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Danes smo se sestali v zasedbi, kot jo vidite, na eni strani župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković, na drugi strani minister za zdravje Danijel Loredan Bešič, z enim samim namenom. Prizori, ki smo jim bili priča v medijih in tudi na terenu, so v zadnjem času bili res nedopustni. Zdravstvo je pereča tematika in je tudi glavna prioriteta te vlade. Vemo pa, da moramo se posvetiti reševanju problemov in ne razčiščevanju osebnih razlik v pogledih. V preteklih tednih se je zgodil marsikateri v bistvu nepotreben šum v komunikaciji med akterji, ki je potekal preko medijev. Današnji sestanek je bil predvsem namenjen temu, da smo se dogovorili skupaj, da te šume v bodoče odpravimo, niti jim dovolimo, da se zgodijo, da potegnemo črto za nazaj in gledamo naprej in se dejansko posvetimo iskanju skupnih rešitev. Jaz mislim, da je to tisto, kar je najbolj pomembno. Najbolj pomembno je, da ljudem jasno povemo, da se zavedamo problematike, da se zavedamo, da je posebej pereča bila v Ljubljani v preteklem tednu in da bomo skupaj iskali rešitve za naprej. Nekatere rešitve so lahko tudi hitrejše, nekatere bodo potrebovale več časa, o tem bosta več govorila moja sogovornika. Pomembno pa je, da se zavedamo, da gre tako za reševanje problematike urgentnih centrov na eni strani, kot tudi reševanja pomanjkanja družinskih zdravnikov in pa tistih bolnikov, ki so brez zdravnika. Nobeno teh problemov ne moremo rešiti čez noč, lahko pa začnemo reševati takoj. In ta takoj je v resnici danes. Rešili ga bomo pa samo tako, da bomo skupaj spoštljivo in se res izogibali kakršnim koli sodbam v medijih, skupaj lotili teh problemov. Verjamem, da bomo imeli ta dialog še večkrat, tudi na strokovnem nivoju, in verjamem, da smo danes uspeli na nek način zgladiti nesoglasja za nazaj, zato da bomo v bodoče delali v korist bolnikov za naprej. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Najprej zahvala predsedniku vlade, da sva z gospodom Jankovićem se usedla. Na tem mestu z moje strani dve pojasnili. Osebno sem povsem narobe razumel dejstvo, da župan Janković pred novoletnimi prazniki ni uspel priti do mene. Če bi takrat verjetno se midva sestala, bi zadeva bila bistveno bolj drugačna, ker bi dobil objektivne informacije. Tako da se mu na tem mestu, kar se tiče tega prvega dela, opravičujem, opravičilo je iskreno. Pa bom nadaljeval v istem tonu. Ker se nisva uspela dobiti in ker sem imel različne informacije z različnih strani, sem napačno pravzaprav izjavil in predvidel, da župan občine Ljubljana te stvari počne namenoma ali z, bog ne daj, namenom od prodaje katerega koli od zdravstvenih domov. S pomočjo predsednika smo se o tej temi danes odkrito pogovorili. Župan Ljubljane, gospod Zoran Janković, mi je zadevo v celoti pojasnil in z te strani še drugo opravičilo gospodu županu, da sem nepremišljeno pravzaprav ocenil na podlagi različnih mnenj, da želi karkoli početi z zdravstvenimi domovi v Ljubljani v korist prodaje in v korist pridobivanja premoženja na ravni mestne občine Ljubljana. To je tukaj iskreno opravičilo, župan. Kar se tiče naprej, in zame je ta del najbolj pomemben. Župan občine Ljubljana jutri pride k meni ob 11. uri, jaz mu bom predal vso dokumentacijo okoli zdravstvenega doma in za naprej želimo na ministrstvu tako združiti lokalno raven in sekundarno raven UKC Ljubljana, poiskati rešitve v najkrajšem možnem času za urgentni center UKC Ljubljana in za zdravstvene domove v Ljubljani, da takih prizorov, kot smo jih videli, jih ne vidimo več. Te stvari bomo reševali za zaprtimi vrati, mnenja niso enaka, vendar na koncu je potrebno najti kompromis v dobrobit slehernega prebivalca Ljubljane in Slovenije. Kar se tiče sistemskih ukrepov, je to na naši ravni, kar se tiče organizacijskih ukrepov v zdravstvenem domu v Ljubljani, je to seveda na ravni zdravstvenega doma v Ljubljana. Hvala lepa. In še nazadnje. Hvala lepa.
Jaz bi začel s tem, da imam dve zahvali. Ena je to, da je danes dopoldne predsednik vlade poklical in predlagal ta sestanek. Sestanek je bil kot vedno, kada smo imeli skupaj buren, taka s karakterja sva, ampak ti dve opravičili iskreno sprejmem in zame je stvar zaključena. Dejstvo je ena stvar, da smo mi dolžni en in drugi, se pravi država in glavno mesto, z roko v roki reševati problem, ki je ta trenutek najhujši problem v tej državi, govorimo o zdravstveni krizi. Nedopustno je, da kjerkoli državljan nima svojega zdravnika. Pri čem je rad sam povedal, da smo do zdaj v teh 9 zdravstvenih domov, ki delujejo, vložili 41,6 milijona evrov. Vsi so prenovljeni, te zadnje je bil prenovljen na zdravstveni dom Bežigrad, dograjen na novo in imamo še 4 zdravstvene domove v planu, čakamo gradbeno dovoljenje za zdravstveni dom Jarše, če ga dobimo naslednji mesec, gremo v poletno gradnjo. Dela se projekt za zdravstveni dom Metelkovo, tam, ker smo imeli drive-in testiranje. Nov zdravstveni dom, ki ga do zdaj ni bilo, bo v Šmartnem pod Šmarno gor v 4. skupnosti in kot zadnji gre za rušitev zdravstvenega doma Rakovnik, izgradnjo novega. Vse skupaj bo stalo čez 25 milijonov evrov. Tisto, kar je za izpostaviti, mi v zdravstvenem domu Ljubljana, ki trdim, da je odličen tim 1600 zaposlenih, tako zdravnikov kot vsega drugega osebja, imamo polne koncesije za ginekologijo, za zobozdravstvo in pediatrijo. Tam ne manjka noben zdravnik, se pravi 100% zapolnjeno. Pri družinski medicini, ki je problem v celi Sloveniji, ker imamo 132 tisoč ljudi brez svojega zdravnika, smo danes predlagali prve rešitve, to je tudi namen tega sestanka jutri, kako bi lahko prišli prej do zdravnikov, ki bi lahko predeljevali. Zdaj podatki za Ljubljano, a upoštevajo zdravstveni dom Ljubljana, ali upoštevajo vse 3 zdravstvene domove, so različni. Po oceni ZZS, ki imam jaz, je to 13 tisoč neopredeljenih. In sam še pojasnilno opravičilo vsem, ki so čakali v vrsti pred zdravstvenim domom Bežigrad. Mi smo oktobra lani na Rakovniku podobno upisovali. Tisti, ki je prišel, smo rekli, izvolite, se lahko upišete, če nimate zdravnika. Zanimivo je, da ta novica ni šla okrog kot tokrat, ker smo ponovili zadevo v zdravstvenem domu Bežigrad, ker sta 2 zdravnici, 6 sester upisovali nove bolnike, šlo je od ust do ust, na koncu smo imeli izjemno gnečo, izjemno neprijetno situacijo, čakali so celo noč, bili so ljudje tudi iz Maribora in enostavno smo to sprejeli. Ko smo ugotovili, da se to preveč razširilo, smo zdaj za našim dnem tudi obvestili javnost, prejšnji teden zaprli ta način dela in v principu delamo tisto, kar ne sme nobenih nevšečnosti povzročati. Zdravnici kličeta po vrsti vse starejše od 65 let in tiste, ki so kronični bolniki in ki so bili v zdravstvenem domu Bežigrad in jih pač upisujejo, kdor hoče. Ko bojo zapolnili, mi smo v teh prejšnjem tednu približno 550 pacijentov upisali, imamo skoraj še malo manj kot 2000 možnosti. Ko bo to zapolnjeno, upam, da bomo na teh sestankih z ministrom našli eno od rešitev. Če sem čisto iskren povedati, da imamo te specializante, ki lahko, poudarjam, ki lahko opredeljujo pacijente, kako jih animirati, da bojo tudi to prevzeli. Vsak pacient, ki je rešen kjerkoli v Sloveniji, je plus za celo državo. Jaz sem tudi povedal, v vsakem primeru, tudi če bi se danes rešili, pa se srečni nismo, moja podpora dr. Golobu gre, ker pravim, da je on sreča za to državo. Ta izjava je bila zame presenečenja, ker sem obljubil zvečer, da grem v 2 oddaji, to bom šel, ampak govorimo o misli stvari kot zdaj, če bo še hotel. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa dajemo besedo kolegicam, novinarkam, ki so tukaj pri nas. Želi katera besedo? Lepo pozdravljeni, kako je tič kanala. Gospod premier, za jutri je napovedana stavka pacientov. Ali drži, da se je boste udeležili in kako to? Ali je to morda izraz nezaupanja zdravstvenemu ministru? In gospod minister in gospod župan, rekli ste, da imate jutri sestanek, da v bistvu, ko bodo kapacitete zapolnjene, morate iskati nove rešitve, a lahko malo bolj konkretno, v katero smer gredo te rešitve in kdaj bi bile lahko dejansko udejanjene. Hvala. Kar se stavke tiče, bom povedal to, kar je bilo že večkrat izraženo tudi strani organizatorjev. To na noben način ni stavka proti komurkoli, še najmanj proti vladi.
To je stavka, s katero želijo opozoriti na koristi bolnikov na eni strani, ki so zapostavljene, in pa na to, da so spremembe nujne. S tem se popolnoma strinjamo od prvega dne. Tudi ne bom skrival tega, da sem ob izteku prejšnjega leta napovedal, da je leto, v katerem smo zdaj, leto reform, in zdravstvena reforma je prva in najbolj pomembna reforma te vlade. Z tega vidika pozdravljamo vsak napor, pa če tudi je ta izražen na nekoliko nenavaden način, zato da pride do sprememb v zdravstvu. Ker vemo, da do sprememb lahko v tako pomembnem sistemu lahko pride samo takrat, ko bomo okoli tega zgradili najširši družbeni konsens. Jaz to stavko vidim tako. Iskanje najširšega družbenega konsenza o spremembah, ki so nujne. Spremembe pa lahko izvajamo samo preko vlade in pa parlamenta. Tako da z velikim veseljem bom prisluhnil nek način predlogom. Seveda sem si jih vnaprej prebral, mogoče bo še kakšen nov predlog na mizi. Definitivno bomo pa najprej začeli uresničevati tiste, ki so najhitreje izvedljivi. Medtem ko nekateri drugi bojo pač na svoji časovnici morali še nekoliko počakati. Hvala lepa. Komisar Zdrave, konkretna rešitev. Ja, z županom bova seveda pregledala stanje konkretnih rešitev. Mi bomo najprej naslovili problematiko urgentnih centrov, torej kako še bolj izboljšati sodelovanje urgentnega centra v UKC Ljubljana. Ve se, da je to zadeva in stičišče pacientov med zdravstvenim domom in UKC Ljubljana, prva točka, in druga točka, kako bomo z ambulantami za neopredeljene začasno zadevo izpolnili. Tretja točka pa, kot je župan rekel, kako najti zagotovitev, da bodo specializanti družinske medicine v 4. letniku opredeljevali, in še bolj, kako bodo ostali zaposleni potem v zdravstvenem domu v Ljubljani. To so rešitve, o tem se bomo jutri odkrito pogovorila in bomo zadevo zapeljali. Hvala. Televizija Slovenija. Slišati je bilo prej, da se ne strinjata z gospodom Jankovićem, županom o določenih rešitvah, pa me zanima, kaj je tisto, kar je najbolj sporno. Ker zahteva je pa znana, ne? Vsem takoj dostop do osebnega zdravnika. Torej še enkrat, takoj vsem to smo že večkrat rekli, nobena vlada takoj vsem dostopa do osebnega zdravnika ne more zagotoviti. Opredeljevanje. Lahko pa v ambulanti za neopredeljene omogočimo dostop do zdravnika, ko ga bodo potrebovali. Zakaj ne? Če v Sloveniji manjka 300 družinskih zdravnikov, potem vemo, da tega ni možno. In druga zgodba, 120 tisoč neopredeljenih je že mnoga leta. Mi moramo zdaj pač najti pot z spremembami v sistemu, z administrativnimi razbremenitvami, z prenosom kompetenc na kader zdravstvene nege, da bomo osebne zdravnike oziroma družinske zdravnike dejansko razbremenili, potem se bomo pa pogovarjali o številu pacientov in načinu plačevanja, da bomo res prišli do točke, da kdor se v Sloveniji želi opredeliti, se lahko opredeli. Moramo pa še enkrat povedati, nekaj ljudi se skozi 15-20 letno zgodovino ne želijo opredeliti in ne želijo imeti opredeljenega družinskega zdravnika. To me zanima, a je še v igri ideja, ki ste jo navrgli pred prazniki, in sicer, da bi prenesli primar pod državo, torej da bi ga podvzeli občine? Mi bomo najprej, in to bo sedaj v enem tednu, v 10 dnevih prikazali analizo, torej Ministrstvo za zdravje bo izdalo dokument stanja, kje danes smo. Ko bomo to analizo koalicijsko na koalicijskem vrhu, predvidoma 18. predstavili, se bomo dogovorili o usmeritvah. Ko najdemo konsens o usmeritvah in vedno je več opcij, bomo s tem seveda prišli in tudi iskali možne skupne rešitve, ki bodo koalicijsko usklajene. Prosim. Ja, imam še. Potem pa na spletu, Sanja Gorjan se že dvignila ta staja. Potem se selimo na splet. Kotjan, demokracija. Za predsednika vlade. Sem prav razumela, se boste udeležili stavke ulice, bom rekla, Glasa ljudstva. Bom šel prislušati. Da. Vam ne zdi, da s tem povzročate anarhijo, ljudje so vam dali zaupanje, da... Ne, grem poslušati, se jaz ne bom nastopal na stavki, niti še manj bom pa jaz stavkal. Zanimajo pa me tako sami predlogi, ki bodo izraženi,
Zanima me pa tudi to, da od ljudi slišim neposredno, kaj si o tem mislijo in jaz nimam s tem nobene težave. Kakšno imate pa stališče do stavke zdravnikov, boste njih tudi obiskali? Stavka zdravnikov je po vsem tem, kar je bilo večkrat povedano, tako strani ministra, pa tudi sam sem še že o tem opredeljeval, nekaj popolnoma drugega, ker gre za interesni boj, za katerega ne najdemo v resnici zakonskih podlag. Tako da gre za popolnoma dve ločeni zgodbi. Na eni strani imamo interesno skupino, ki je sicer mimogrede celo v manjšini po mojem vedenju, na drugi strani imamo pa opozorilo, da so bolniki tisti, ki tudi zaradi teh nepotrebnih prepirov, kakršnihkoli že, na koncu trpijo. Sam bom s tem izrazil svojo podporo bolnikom.